prenesemo na višje ravni in da začnemo v tem duhu, za to mentaliteto reševati tudi vprašanja, ki se dotikajo družbe in sistema, v katerem živimo. Jaz bi se v svojem prispevku dotaknil treh ključnih področij, ki jih na Mladinskem svetu Slovenije prepoznavamo kot tiste, na katerih je potrebno narediti pomembne sistemske korake naprej, da bomo govorili o medgeneracijski solidarnosti in pa sodelovanju. Prvo področje, ki je in je bilo danes največkrat izpostavljeno, predvsem trg dela in pa izobraževanje. Dejstvo je, da mladi vse kasneje vstopamo na trg dela po izračunih, ki smo jih naredili na MSS, je starost, ko mladi prvi stopimo na trg dela, ko se prvič zaposlimo, v tem trenutku znaša približno 27 let. Vsemi demografskimi spremembami, z vsemi še kasnejšimi izzivi, ki se soočajo mladi na vstop na trg dela, se ta doba zgolj in samo še podaljšuje. Tisto, kar je pomembno, da že, ko mladi vstopimo na trg dela, vstopimo v kvalitetne zaposlitve, da ne bomo podvrženi prekarnim oblikam dela, od katerih, na kratek rok nekaj imamo, ampak dolgoročno od njih praktično nimamo nič mladi, oziroma kot posamezniki, še manj pa imamo tega drugo. Zato je pomembno, da ko mladi vstopamo na trg dela, smo na to čim bolj pripravljeni in pa da tudi, ko vstopimo na trg dela, pridemo v okolje, ki nas bo sprejemalo, kjer se bomo lahko od starejših kolegov čim več naučili, da bomo čim prej tem, kar je možno, začeli v polnem obsegu delovati in pa podjetje, delovne organizacije, v kateri vstopamo, tudi prinašali dodano vrednost. Na tej točki je predlog Mladinskega sveta Slovenije, oziroma tisto, kar želimo spodbujati, predvsem neke mentorske sheme v delovnih organizacijah oziroma ostale medgeneracijske oblike uvajanja na delo oziroma opravljanja skupnih del. Pomembno pri tem tudi je, da ko že vstopimo na trg dela, se praktično naše izobraževanje, naše opolnomočevanje s tem ne konča, ampak se mora nadaljevati. Pomemben proces tega je predvsem vseživljenjsko učenje. V današnjih razmerah smo priča predvsem temu, da ko enkrat vstopimo na trg dela, se naše izobraževanje oziroma dodatno usposabljanje na nek način praktično konča. To izrazito priča tudi zadovoljstvo posameznikov na delovnem mestu, tudi dejstvo oziroma podatek, da smo Slovenci tisti, ki si želimo čim hitreje v pokoj, da želimo pobegniti z delovnega mesta, pove veliko, da nismo zadovoljni oziroma da v delovnem procesu, v katerega smo vključeni, ne razvijamo svojih potencialov in pa idej, kot smo si zadali oziroma smo pričakovali. Zato je pomembno, tako z nekim medgeneracijskim sodelovanjem, kot z vseživljenjskim učenjem in priznavanjem le-tega dosegati neke dodatne učinke. In pa, da na nek način omehčamo te prehode iz izobraževanja na trg dela in potem iz trga dela v pokoj, razmišljamo oziroma predlagamo v razpravo uvedbi nekih dodatnih stimulansov o morebitnem postopnem vključevanju in pa potem tudi postopnem odhajanju iz trga dela. In pa, ko že govorimo o solidarnostnih sistemih, ki danes že obstajajo, tukaj predvsem tisti ključni pokojninska reforma oziroma pokojninski sistem, da, ko se pogovarjamo o spremembah pokojninskega sistema, nagovarjamo predvsem tiste generacije, ki ga bomo deležni čez 20-30 let. In zato mladi danes smo tukaj in zdaj in želeli bi si, da bi bili v te razprave aktivno vključeni. Približno 1 leto imamo že na mizi belo knjigo o pokojninski reformi. Od predstavitve do danes se praktično nič na tem področju ni zgodilo. Mladi smo takrat bili povabljeni na predstavitev, vendar pa potem vse ostale pogovore praktično izključeni. Tako da na tem mestu mladi pričakujemo, da neki obliki medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in pa medgeneracijskega dialoga naslovimo to vprašanje in da mlade dejansko vključimo v pogovore in pa z reformo, z spremembami nagovorimo potrebe ne samo današnje mlade generacije, ampak predvsem tiste, ki prihajajo. Zavedati se namreč moramo, da vse demografske spremembe, ki se nam obetajo, vse spremembe na trgu dela, ki se nam tudi obetajo, jih moramo znati procesirati, evalvirati in se na njih pripraviti. Mladi imamo danes vse prevečkrat občutek,
da kot država nismo pripravljeni na te spremembe, ki se nam obetajo in katere danes že nevzdržno trkajo na naša vrata. Naslednje področje, ki ga želim izpostaviti, je vključenost v družbo oziroma v odločevalske procese. Čist za ilustracijo, da ne bomo govorili preveč o teorijah, ravno v prejšnjem tednu se je zgodilo, da je ena izmed političnih strank, ki je izrazito generacijsko usmerjena, dala politično sporočilo o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, brez da bi se o tem predhodno posvetovala z mladimi, brez da bi bili o tem mladi obveščeni, zgolj in samo je bilo izrečeno. In mladi imamo vse prevečkrat občutek, da smo podleženi tistim nekim odločitvam, ki se dogajajo mimo nas. Čez cesto v parlamentu se vse prevečkrat sprejemajo odločitve, v katerih mladi praktično nimamo nobenega glasu, še takrat, ko se nas pa povabi, pa debatiramo o tistih zadevah, ki so načeloma že dogovorjene in pa se dotikajo ozkega vprašanja mladih. Praktično o vseh spremembah, ki se v družbi dogajajo, ne smejo iti mimo mladih. Mladi smo tisti, ki bomo nosilci družbenih sprememb in odgovornosti v prihodnje, zato je prav, da smo v vse pogovore vključeni že danes. To praktično velja na vseh področjih. Zato na Mladinskem svetu Slovenije predlagamo vključitev mladih v ekonomsko-socialni svet, vključitev mladih in starejših, tu ne izključujemo starejših, tako v ESS-u kot tudi v državnem svetu in pa zastopstvo mladih v svetih solidarnostnih zavodov, kot je Zavod za pokojninsko zavarovanje in pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer je pomembno, če mladi že vplačujemo prispevke, da je tam zastopan tudi naš glas. In pa še tretje področje, ki ga želim izpostaviti, je pa področje stanovanjske politike. Andraž, dobro jutro. Stanovanjske politike, kjer je dejstvo, da za Slovenijo je značilno velik delež lastniškega stanovanja, ki je pretežno v lasti starejših generacij, kar ni povsem narobe. Je pa predvsem ta visoki delež lastniških stanovanj na eni strani tako izziv za mlade, ki težko urejamo svoje prvo stanovanjsko vprašanje in pa na drugi strani tudi problem izziv starejše generacije, ki jim te nepremičnine nemalokrat povzročajo številne stroške in pa bremena. Zato tisto, kar spodbuja na Mladinskem svetu Slovenije, je nove oblike medgeneracijskega sobivanja, bodi si je to, da starejši sprejmejo mlade družine, mlade, da gremo mladi, primer tega imamo na Nizozemskem, da grejo mladi študentje bivati v dome za ostarele, kjer potem z prostovoljnim delom tem starejšim tudi vračajo in pa potem posamezne podporne sheme v obliki posojil in pa poroštev država tudi pomaga medgeneracijsko urejanje stanovanjskih hiš in pa strateško načrtovanje sosesk, tudi po vzoru severnih sosedov, kjer je določena kvota stanovanj na voljo mladim družinam in pa tudi starejšim. Številni so ti vzvodi, ki jih želimo na Mladinskem svetu Slovenije spodbujati, tudi menjava stanovanj med generacijami, starejši ne potrebujejo velikih nepremičnin, mladi, ki si ustvarjajo družino, pa bi to vrstne nepremičnine oziroma stanovanja potrebovali. Z neko mero zdravega razuma, s trdo voljo in pa z jasno postavljenimi cilji se da to vrstne zadeve urejati. In pa na koncu, zgolj in samo kot v izziv, predvsem kot skupno postavljanje ciljev, dajmo biti kos tem demografskim spremembam, ki se nam obetajo, dajmo biti kos spremembam, ki se nam dogajajo na trgu dela in pa dajmo biti kos spremembam, ki se nam dogajajo v družbi, tako na strani odločevalcev, kot tudi v civilni sferi. Usedimo se za skupno mizo, najdemo skupne rešitve, takšne, ki bodo vzdržne in bodo zagotavljali trajnostni razvoj naše družbe in pa države. Hvala. Hvala lepa.
Ko v Sloveniji beseda nanese na medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost v smislu politično-uradniške umestitve, misel vedno najprej poleti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tam se namreč oblikujejo odločitve o pokojninskem sistemu, sistemi socialne zaščite, trga dela, pa vse do odločitev o vzpostavitvi večgeneracijskih centrov. O aktivnostih, ki se izvajajo na področju medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti v okviru omenjenega ministrstva, pa nam bo spregovoril državni sekretar, gospod Peter Pogačar. Izvolite. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi uvodoma se zahvalil organizatorju za organizacijo tega dogodka. Mladinski svet Slovenije, skupaj z Zvezo društva upokojencev, pa to je nekaj fantastičnega. In mogoče, jaz ne bom šel to, kaj na ministrstvo počne, ampak povedal bi vam nekaj svojih izkušenj za medgeneracijsko solidarnostjo in kako vsi na njo gledajo. Jaz zdaj sem približno že 8 let na ministrstvu za delo, naredil pokojninske reforme, ene uspešne, ene neuspešne reforme trga dela, hodim naokrog po Sloveniji in imam kar malo občutka. Jaz se strinjam z gospodom Sušnikom, ko je rekel, umetno se ustvarja medgeneracijski konflikt. Ko je bila debata o pokojninski reformi takrat leta 2010, je bil eden glavnih argumentov nasprotnikov pokojninske reforme, starejši, ki ostajajo na trgu dela, mladim odžirajo delovna mesta. Jaz na televiziji tega nisem mogel odgovoriti, da to seveda ne drži. Ampak v OFU, sem rekel, nevarno je področje, ki ga izzivate. Nevarno je. Spodbujate medgeneracijski konflikt, kaj ti mladim poveste, zato, ker ta vaš sodelavc je še v službi, vi ne dobite službe, naj gre v penzion. Takrat sem jih opozoril, da se spuščajo na nevarno področje. Seveda ta trditev, da starejši mladim odžirajo delovna mesta, seveda ne drži. Slovenija ima danes drug problem. Kolegica Maja je lepo poudarila, da se bo Slovenija v nekaj letih in se že danes v bistvu soočila s pomanjkanjem delovne sile. Ljudi za delati bo enostavno premalo, pa to je usoda celotne Evrope. Morda ena izkušnja, ki se zdaj v Evropi pojavlja, je, kako pa tisti, ki so zaposleni, starejši in mlajši, se pravi, govorimo ne zdaj tukaj o tistih, ki še niso na trgu dela, pa še bojo, pa tisti, ki so bili, pa so že upokojeni, ampak znotraj organizacij. Bi povedal eno zanimivo zadevo. V Evropi se namreč dogaja to, in se pač tudi na dostih konferencah o tem razpravlja, na trg dela vstopa, zdaj ne dela generacija X, generacija Y pa vstopa na trg dela. Kaj je čisto sociološka značilnost? In zdaj prosim, to je splošna ugotovitev, da se ne bo kdo čutil nagovorjenega. Vstopa generacija na trg dela, ki je rojena v začetku 90-ih let, ne samo pri nas, posod po Evropi. Bistvena značilnost te generacije je, da je to prva generacija, katere rojstvo so starši načrtno odložili v prihodnost. Da so si najprej zagotovili bivanjske pogoje, najprej so si zagotovili službe in so imeli otroke. To je bila prva generacija otrok, ki je bila rojena staršem že tam proti 30 letom starosti. Kaj je imeli to za posledico? Za posledico je imeli to, da so te generacije, te starši, lahko te otroke postavili v center svoje pozornosti. Niso se rabili več ukvarjati s tem, a imamo službo, a zidamo hišo, ampak so bili v centru pozornosti. Cel šolski sistem se je sfokusiral zgojnega momenta na ta center pozornosti. In zdaj ta mladina prihaja v veliko organizacijo. Njihove vrednote, njihov odnos do kolektiva, odnos do hierarhije so popolnoma drugačne kot starejše generacije. To nisem jaz pogrunto, to so splošne ugotovitve. Ne pravimo, nihče ne pravi, da so te vrednote napačne, drugačne so. In velike multinacionalke vlagajo ogromna sredstva v kadrovski menedžment starejših in mladih, kako iz obeh generacij, ki jih imajo v podjetju, iz obeh vrednot
narediti uspešno zgodbo, prednosti, ki jih imajo starejši zaposleni, z vrednotami, prednostmi, ki jih prinaša mlajša generacija. Pri nas ne vem, se kadrovske službe, kadrovska stroka s tem ukvarja, ampak to so tista vprašanja, mogoče kot zanimivost, so bivanje dveh različnih generacij, ki je zrasla v popolnoma drugačnem okolju, dala popolnoma drugačen karierni sistem. Nazadnje pa ta generacija, če želite tudi moja, naslednji dan po fakulteti smo imeli zaposlitev. Izbirali. Imeli smo pogodbo za nedoločen čas in to je bilo to. Nismo nikoli dali te izkušnje čez. To so, se mi zdi, ene take stvari, ki jih je pač treba omeniti, da se recimo v tujini, to so članki na to temo, da se velike multinacionalke. Še nekaj o medgeneracijski solidarnosti. Vsi smo za. Sistemi socialnega zavarovanja morajo temeljiti na medgeneracijski solidarnosti, vsi se strinjamo. Ker tisti, ki so danes upokojeni, so plačevali prispevke za tiste, ki so bili. Največja in ogromna, pa ne strani Zveze društva upokojencev, ampak nam upokojenci pišejo stalno na ministrstvu. Zakaj jaz, ki sem upokojen in plačujem in opravljam neko delo, legalno, prek podjemne avtorske pogodbe, zakaj moram jaz še zmeri plačati prispevke za pokojninsko, jaz sem jih zase že plačal. Ja, kako? Tudi to so vprašanja, kjer moramo ljudi osveščati, da če uvedemo vsako delo šteje, od vseh oblik dela, jo uvedemo za vsako generacijo. V tistem momentu, ko delaš, prispevaš v skupno malho, iz katere ne nazadnje vsi živimo. Staranje, kolegica Maja je opozorila na, da ne rečem temu problem, ampak izziv staranja prebivalstva. Vse to ni problem samo v Sloveniji, mogoče v Sloveniji to bolj izraziti. To je pač, bom rekel, zgodba razvitega sveta, ta staranje prebivalstva. Ampak zdaj se mi zelo pomembno poudariti, da ta staranje prebivalstva lahko vzamemo kot izziv. Če pa želimo zagotoviti enakost v starosti, je pa treba za to skrbeti že v mlajših generacijah, kajti od kvalitete tvojega bivanja v mlajši generaciji, zdravja, dela in tako naprej, je odvisno tudi, kakšna bo tvoja starost. Tega se včasih premalo zavedamo. Mi se za staranjem začnemo ukvarjati takrat, ko so ljudje stari 65 let, pa se ukvarjamo, kaj bomo pa zdaj z njim. Ampak ta zagotovitev tega enakosti znotraj generacij v starosti se začne že na trgu dela v mladih letih. Dejansko je bilo upozorjeno strani gospoda Kampla, in jaz sem tudi že danes povedal, problem mladih danes je trg dela, njihove zaposlitve, pozen vstop na trg dela, pa ne samo, da vstopijo na trg dela, vprašanje je tudi na kakšen način vstopijo na trg dela. Prisiljeni so v fleksibilne oblike dela, delo preko lažnih samozaposlitev. Zato smo na ministrstvu pripravili dokument dostojno delo. Zato smo, s katerim želimo dati sporočilo. Ne gre samo, da mladi čim prej postanejo aktivni. Potrebno je tudi, da se jim omogoči dostojno delo. Delo, ki nudi ekonomsko, pravno in socialno varnost. To je prvi moment. Drugi izziv, ki ga imamo v Sloveniji predstavljeni, je tudi povezan s tem področjem, je vprašanje udeležbe starejših na trgu dela. Mi smo država z praktično skoraj najnižjim deležem aktivnosti med 55 in 64 letom. Če bi vprašali nekaj let nazaj, zakaj imamo samo 34% aktivnih, naprimer povprečje držav Evropske unije preko 50%, bi rekel, seveda, nizka upokojitvena starost, ker pri nas so šli vsi pri 58, 59 se upokojili. Ampak ne pozabimo, po drugi strani največji delež dolgotrajno brezposelnih je med starejšimi, tretjina starostnih upokojencev na Zavod za pokojninsko pride v starostno upokojitev preko Zavoda za zaposlovanje. Se pravi, so bili brezposelni in so se prej v bistvu umaknili iz trga dela. Z dokumentom Starejši in trg dela smo želeli analizirati prav vzroke. Vzroke, zakaj imamo tak nizek delež, zakaj se je starejši. Če pogledate dokument, ugotovili zanimive stvari. Značilnost naših starejših brezposelnih je, da so kot prvo dolgotrajno brezposelni in so nižje izobraženi, low skilled.
Tukaj ne govorimo o stopni formalne izobrazbe, govorimo o veščinah, kar pomeni, da se tekom njihove kariere in tudi kasneje ni vlagalo v njihova znanja. Koga v vaši organizaciji pošljajo na neko resno izobraževanje, ko je enkrat starejši od 50-55 let? Vsak vam bo rekel, a ni on že malo prestrpne. To je napačna predpostavka, ki jo imamo. In s tem dokumentom starejšim trg dela v bistvu nastavljamo točno to vprašanje. Debata, o kateri bi se morali tudi pogovarjati, tukaj v takem forumu, je na primer tudi vprašanje demografskega sklada. Demografski sklad je tipičen primer medgeneracijske solidarnosti. Danes se začne in črpal se bo ne za današnje upokojence, črpati se mora takrat, ko bodo demografske razmere pripeljale do tega, da ne glede na stanje na trgu dela, bomo morali sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti. Ampak zato je potreben ta dialog. In kot vidite, potem na ministrstvu nastavljamo vsa ta tri vprašanja. Dostojno delo, kajti če mladim ne bomo zagotovili dostojnih zaposlitev, ki bi nudile ekonomsko, socialno varnost, če ne bomo aktivirali starejših, da bodo dlje ostali aktivni, če ne bomo poskrbeli, potem v bistvu je kakršnakoli nadaljna pokojninska reforma seveda vprašljiva. Zdi se mi zelo pomembno, pa jaz ne bom šel zdaj še eno, kar sem že ravno omenil, vse življenjsko učenje. Še na nekaj moramo biti pozorni, digitalizacija trga dela. V naslednjih 10 letih bo po ocenah OECD izgubljenih v približno 9% obstoječih delovnih mest, tista, ki so danes avtomatizirana v več kot 70%. Nastala bodo nova delovna mesta, zagotovo ne bo jih toliko, nastala bodo nova. Ampak, a imamo mi usposobljen kadar, da bo zasedel ta delovna mesta z višjimi zahtevami znanja, z višjo dodano vrednostjo. Trenutno je na ravni EU 47% delovne sile brez ustreznih e-znanj. Ampak ne reči, to se je težko naučiti. 10 let nazaj nihče ni vedel, kaj je tablica. Pa jih danes uporabljamo vsi, čisto vse generacije jih uporabljamo. To je gospod Sušnik lepo povedal. Tako da to je malo izgovor. Zdaj bom pa počasi še dve stvari, pa res zaključam. Bela knjiga, sprejemam kritiko. Bela knjiga je namenjena točno krepitvi medgeneracijske solidarnosti. Bela knjiga je namenjena točno temu, da se opravi širša družbena razprava o tem, kaj želimo mi z našim pokojninskim sistemom. Kako bo izgledal po letu 2040. Zato smo pripravili belo knjigo, zato je skupina strokovnjakov. Zato sem jaz osebno se zavzel, da sem na predstavitev bele knjige na Brdo pri Kranju povabil Mladinski svet Slovenije. Ker smo hoteli imeti razpravo z vsemi deležniki, ne samo z ekonomsko-socialnim svetom. Ta razprava poteka, ampak trenutno poteka razprava o beli knjigi samo znotraj ekonomsko-socialnega sveta, samo znotraj strokovne skupine, kar je narobe. Ne sodelujete ne Zveza društva upokojencev, vsaj to bi vedel, ne sodelujete ne Mladinski svet Slovenije in to je narobe. Namen bele knjige je bil točno spodbuditi širšo javno družbeno razpravo. Zakaj? Zdaj pa grem naprej. Mi potrebujemo dogovor v tej družbi za naslednjih 30-40 let. Mi ne moramo čez 25 let reči, veš pa, ne bomo na prvem stebru več pokojnin imeli, dajmo vse v drugem stebru. Ja ne, to je potem logično, če ni tega nekega družbenega dogovora, da mlade danes, ko vprašaš, reče, vse vem, če delam brez plačila prispevkov, itak ne bom pokojnine dobil. To je napačno. Tukaj, bom zdaj morda se samo šmapan, nočem biti nekorekten do kolegov, ampak na primer vizija Slovenije, pred kratkim 2050 smo imeli. Vizija Slovenije je nek dokument, nastal je zgeneriran v neki širši družbeni razpravi in tako. Ampak za moje pojme bi vizija Slovenije, strategija razvoja potem v nadaljevanju, morala odgovoriti na vprašanje, katere so vrednote naše družbe.
Ali je vrednota naše družbe solidarnost, medgeneracijska? Mislim, jaz si želim, da je, ampak a smo dogovorjeni, a imamo soglasje okrog tega, da leta 2050 bo, če želite, družbeni podsistem, pokojninski sistem, temeljil na medgeneracijski solidarnosti in bo zagotavljal 60% pokojnine iz prvega stebra. A smo dogovorjeni? Na ta vprašanja bi si morali odgovoriti. To je bila, recimo, osnovna ideja Bele knjige. Kaj bom dobil iz sistema, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, kaj bom dobil iz drugega stebra. Na ta način ti krepiš zaupanje v sistem. Ko morda samo še to, za konc pa gremo na diskusijo, vključitev mladih v dialog. Mi se velikokrat soočamo z pričakovanji željo mladih, da bi se vključili v ekonomsko-socialni svet, tudi Zveza društva upokojencev je že izrazila večkrat to željo. Naklonjenost socialnih partnerjev, predvsem delodajalcev in sindikatov, naklonjenosti temu ni. Bi pa povedal, seveda, ker ekonomsko-socialni svet in socialni dialog je namenjen pokrivanju industrijskih odnosov. Se pa strinjam, to, kar je danes tukaj, potrebujemo v tej družbi neko platformo, ločeno lahko od ekonomsko-socialnega sveta, redno platformo za medgeneracijski dialog, kjer bi sodelovali mladi, starejši, pa tudi mi, srednja generacija. Toliko morda v uvod. Najlepša hvala. Hvala lepa. Odprli smo kar nekaj tem, mogoče tudi tiste, na katere v Mladinskem svetu nismo v svoji predstavitvi opozorili, ampak se zagotovo z njimi ukvarjamo. Ena izmed takih je tudi demografski sklad, ampak se nam je zdela tako pomembna tema, da smo jo prihranili za enega izmed naslednjih dogodkov, ker se bomo dejansko v celoti posvetili pokojninskemu sistemu, demografskemu sistemu in pa področju solidarnosti na področju torej pokojnin v prihodnosti. Sedaj pa bi prihajali na naš pogovor, kamor vabim tudi vas z vašimi vprašanji, komentarji, pobudami. Pa bi mogoče začeli kar na začetku. Ko smo se na Mladinskem svetu Slovenije pripravljali na tale posvet, smo preštudirali mnogo gradiva, tako slovenskega kot iz tujine. Ampak nikjer nismo zasledili definicije, kaj to medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost je. Pa bi vsakega izmed naših gostov vprašala na kratko, kaj si on predstavlja pod tem pojmom, na katerih področjih obstaja in kjer bi v prihodnosti še moralo bolj obstajati. Prosim. Gospod Pogačar, pa lahko kaj pri vas začne. Spet jaz, ja. Poglejte, sej medgeneracijsko sodelovanje pa solidarnost. Vsak misli, da je to neka imaginarna tema v družbi, ne? Naj pomisli na svojo družino, v kateri živi. Vse iz tam se izhaja. Mi sodelujemo doma. Prej je bilo rečeno, danes ni več 8-urnega delovnika, ne? Kako pa mislite, da vzgajamo otroke, če nimamo starih staršev, ne, ki pa za njih skrbijo. Se pravi, to medgeneracijsko sodelovanje, kdorkoli misli, da se to dogaja samo na družbenem nivoju. Ne, vse se začne znotraj družine in potem na družbeni ravni je pa seveda samo na širšem okolju. Tako da prvo in ključno medgeneracijsko sodelovanje in prijateljstvo se vedno ustvari znotraj družine vsakodnevno. In vsakič, ko ima kdo, pač po moji oceni pravim, dileme glede medgeneracijske solidarnosti, ne, naj pomisli, ne, to so naši starši, to so naši dedki, babice, to so naši otroci. Nekega dne bodo naši vnuki in bomo mi pač stari starši. Ja, se v bistvu se strinjam, tisto, kar je bilo danes tudi izpostavljeno kot medgeneracijska solidarnost, sodelovanje, da si znamo tudi različne generacije jasno postaviti neko vizijo, kam želimo, kaj želimo doseči in pa da potem znamo temu tudi slediti. In če primer družine, malo bolj ozko gledano, preslikam na delovanje neke kmetije oziroma družine na kmetiji, tam je praktično ta proces medgeneracijske sodelovanja in pa solidarnosti
zelo jasno dorečen, kdaj kdo prevzame katero delo, kdaj kateri otrok prevzame kmetijo in tako naprej. Mislim, da če bi znali kot družba tako sistematično načrtovati, kdaj katera generacija prevzame katero odgovornost, kdaj katera generacija skrbi za drugo generacijo, da bi bilo vsem mnogo lažje. Ja, če začnemo na delovnem mestu, morda medgeneracijsko sodelovanje, kar sem že izpostavila, je izredno pomembno, zlasti v teh spremenjenih demografskih razmerah. Se pravi, ta prenos znanja, izkušenj, razumevanje, preseganje tega, kar je Peter omenil, da si pa že prestar, da bi šel na izobraževanje. Ne? Da se vzpostavi to, predvsem razumevanje na delovnem mestu, v širšem okolju. Poznam to idejo, ki je meni zelo simpatična, ki ste jo omenili na Nizozemskem, ne, to bivalno okolje, medgeneracijsko sodelovanje, ko študenti bivajo v domovih za starejše, ko otroci obiskujejo domove za starejše, ne se pravi, da bogatijo življenje, ne materialno, ampak gre za kakovost življenja. Pri solidarnosti pa seveda na prvem mestu sistemi socialne zaščite, ta medgeneracijski transferi, ampak tudi širše pojmovana solidarnost v obliki pomoči, prostovoljstva in tako naprej. Ja, jaz bi rekel takole, ko je omenil predsednik na kmetijah, nekoč so obstojale preužitkarske hiše. Starejši bojo to vedeli, kako je prevzemnik kmetije potem stare starše namestil v neko hišo in so jim tja nosili hrano, dali tisto zasilno obleko. To je nekoč bilo, danes so novi časi. Glejte, mi imamo te solidarnosti ugrajeno tako pokojninski sistem, tako tudi zdravstveni sistem. Tukaj ne gre direktno za merila, ker je bilo nekoč že povedano, da ne vsak toliko tako pokojnino dobi, kot jo tudi uloži ta denar noter. Mi solidarnostno pokrivamo to kar na velikem nivoju. Glede izobraževanja pa takole rekel. Seveda, osvetiti treba zadevo, zdaj se veliko tudi govori o poklicnem usmerjanju in tako naprej. Nekoč, spet bom z naših cajtih povedal, je bilo izobraževanje strani mojstrov tako pristno, tako izvedeno, da je po 3 letih učenja pomočnik, smo nekoč rekli, a je bil ključavničar, mizar in tako naprej, znal že nekaj samostojno narediti, takrat. In danes bi tudi bilo treba, da je prenos znanja eno od prvenstvenih zahtev starejše generacije in tisti, ki delajo, vodijo in nadzorujejo, da se le vso znanje prenaša. So pa nekateri ljudje posamezniki, ki držijo znanje za sebe in ga ne razširijo. To je slabo. In tukaj je stvar treba podariti, da je prenos znanja in usposabljanje mladih eno od prvenstvenih naših nalog, če hočemo, da bomo formirali ljudi, da se bojo znali za svoje družine, za sebe in za državo tudi potem usmerjati in zaslužiti svojim prihodki, da gre stvar tako naprej. Hvala. Če se malo vrnemo k temu primeru sobivanja starejših in mlajših na Nizozemskem, so ugotovili tudi, da sobivanje oziroma druženje mlajše in starejše generacije v konkretnem primeru zmanjšuje obolelo za demenco. Gospa Bednač, ali se v Sloveniji dovolj posvečamo raziskovanju, preučevanju vplivov tudi na zdravje obeh generacij v okviru tega medgeneracijskega sodelovanja? Ja, v okviru analiz, ki jih mi spremljamo oziroma delamo, ugotavljamo predvsem na področju zdravja v teh spremenjenih demografskih razmerah, da je še premalo pozornosti posvečeno tem tako imenovanim boleznim starostnikom, če lahko tako rečem. Na prvem mestu to so pač izsledki različnih študij, tudi projektov, ki jih izvajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Gre predvsem za bolezni demence, telesna krhkost, bolezni zobovja, poleg že kroničnih bolezni, ki v večji meri prizadenejo starostnike. Tako da to je zagotovo področje, ki ga bo potrebno še bolj intenzivno nasloviti v prihodnosti zaradi sprememb. Te ugotovitve, ki ste omenili, ne poznam, bi pa na podlagi drugih študij, ki sem jih prebirala,
Menim, da je zagotovo negovanje medsebojnih odnosov v vsakem primeru dobro vpliva na zdravje, ne? In zmanjšuje to odtujenost starejših, ki, to so spet Angleži naredili eno študijo, ki kaže to odtujenost zaradi razvoja komunikacijskih orodij, ne? Mlajši generacije je razumljivo, da komunicirajo prek SMS-ov, pri starejših to lahko povzroči občutek odtujenosti, da se nihče noče pogovarjati z njimi. Tako da je zagotovo za dobro počutje zagotovo potrebno negovanje odnosov in sobivanje. Hvala lepa. Sedaj pa tudi vabim vas, da se nam pridružite v razpravi, kar z dvigom roke, imamo tudi mikrofon, ampak preidemo, bi pa vseeno povabila k besedi še gospoda Uroša Prinkla, predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve v Državnem zboru, da nam mogoče izda, kako se pa z temo medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ukvarjajo poslanci. Jaz bom pa še eno zadevo, ko je to dala besedo po njem. Bom še povedal en recept za dolgo življenje. Gospod Sušnik, zveštali. Najprej en lep pozdrav z moje strani, tako osebno, kot seveda kot v funkciji predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, praktično celotno populacijo zajamemo, tako mlade kot stare. Seveda iskrena hvala za to povabilo, tukaj sem z veseljem, sem prišel, če bi v tem trenutku imel kakšno drugo obveznost, bi jo z veseljem predstavil, da bi lahko prišel sem, da bi izvedel še kakšen nov recept. Meni so te zadeve, o katerih danes tukaj poslušam, zelo blizu. Zelo blizu so mi zato, ker sem pač osebnostno nekako tako naravnan in nenazadnje sem tudi pripadnik te stranke, čeprav mogoče po letih ravno najbolj ne sodim v Desus, po barvi las pa zagotovo. Jaz pozdravljam vse to, kar sem danes tukaj slišal in da ne bom seveda pozabil. Te priložnosti, tako z DUS-u, s katerim smo že v preteklosti sodelovali, kot seveda tudi Mladinskemu svetu Slovenije, eno iskreno in brezpogojno, brezzadržno povabilo, kadarkoli boste ocenili, začutili, da je potrebno z menoj, z odborom za delo, kakorkoli z državnim zborom, s politiko, če hočete sodelovati. Vrata so vam na stežaj odprta, če pa slučajno so priprta, pa samo potrkajte, pa boste dobrodošli. Bom kratek, ker bi rad slišal tudi modrost dolgo.